Ken Šulent. Dogodivščine Jonatana Galibla. Hujskači. Jonatan se je že nekaj časa sprehajal po otoku, ki na prvi pogled ni kazal nobenega znaka življenja. Nenadoma pa se je v goščavi nekaj premaknilo. Bila je majhna žival z rumenim črtastim repom, za katero je ostala komaj vidna sled. Mačka, si je mislil Jonatan. Mogoče pa me bo pripeljala do kakšne druge oblike življenja. In je izginil skozi gosto listje. Kmalu ni več videl obale in že je bil globoko v džungli. Zaslišal je oster krik. Obstal je, dvignil glavo in prisluhnil, da bi ugotovil, od kod prihaja zvok. Pred seboj je ponovno zaslišal vpijoče klice na pomoč. Po strmem pobočju se je zagnal v njihovi smeri, se med prepletenim vejevjem in plezalkami nekako pribil na plano in se pognal po stezi, ki se je pokazala pred njim. Že za prvim ovinkom pa je z vso silo trčil v bok ogromnega silaka. "Spravi se mi s poti, pritlikavec," je zarjovel moški in ga odrinil, da je odletel kot mušica. Ves zbegan je Jonatan pogledal kvišku in zagledal dva moška, ki sta po poti vlekla mlado žensko, jo priganjala in vpila nanjo. Še preden se je zavedel, so vsi trije že izginili. Ker ženske sam ne bi mogel rešiti, je Jonatan stekel po stezi, da bi poiskal pomoč. Ko se mu je odprl pogled, je zagledal skupino ljudi zbranih okoli velikega drevesa, po katerem so udarjali s palicami. Jonatan je stekel do človeka, ki je bil povsem sodeč nadzornik, in ga zagrabil za roko. "Prosim vas, gospod, pomagajte. Dva moža sta ujela neko žensko in ta potrebuje pomoč," je zasopel Jonatan. "Ne skrbi," je osorno odvrnil moški. "Ženska je v priporu. Pozabi na njo in pojdi raje naprej. A ne vidiš, da imamo delo?" "V priporu?" je še vedno jezen vprašal Jonatan. "Se ni bila videti kot kriminalka?" Ob tem je Jonatan razmišljal, zakaj bi tako obupno vpila na pomoč, če bi bila česa kriva. "Oprostite, gospod, kakšen zločin pa je zakrivila?" Je vznemirjeno zagodrnjal možakar. "Naj ti bo, če že moraš vedeti. Ta ženska je ogrozila zaposlitev vseh, ki delajo tukaj." "Ogrozila je zaposlitev teh ljudi? Kako pa?" je vprašal Jonatan. Nadzornik je s repim pogledom pomignil nevednemu zasliševalcu, naj pride k drevesu, po katerem so delavci tolkli z vso vnemo. Ponosno je rekel: "Gozdarji smo. S temi palicami podiramo drevesa. Včasih mora tudi po 100 ljudi delati brez premora, da bi kakšno večje drevo podrli v manj kot mesecu dni." Možakar je obmolknil in si z rokava svojega lepo sešitega suknjiča previdno očistil umazanijo. "Danes zjutraj," je nadaljeval, "je ta Drobagova ženska prišla na delo s palico, na rob katere je nataknila oster kos kovine. S tem orodjem je posekala drevo v manj kot 1 uri in to sama, si predstavljaš? Takšno ogrožanje našega tradicionalnega načina dela je treba nujno preprečiti." Jonatan je debelo pogledal, osupel nad dejstvom, da je bila ta ženska kaznovana zaradi svoje iznajdbe. Tam, odkoder je prihajal, so namreč za podiranje dreves vsi uporabljali sekire in žage. Tako je tudi sam dobil les za svojo jadrnico. "Toda njena iznajdba," je ves iz sebe vzkliknil Jonatan, "bi ljudem omogočila sekati drevesa ne glede na starost in moč. Ali ne bi to pospešilo in pocenilo obdelave lesa ter izdelave različnih izdelkov iz njega?" "Kako to misliš?" je jezno vprašal možakar. "Kako lahko komu pride kaj takega na misel? To plemenito delo ni za vsakega cepca, ki se na vsem lepem domisli kakšne nove ideje." "Toda gospod," je rekel Jonatan, prizadevajoč si, da nadzornika ne bi užalil, "ti drvari so vešči in pametni ljudje. Čas, ki bi ga prihranili pri podiranju dreves, bi lahko porabili za kaj drugega. V tem času bi lahko na primer izdelovali mize, omare, čolne ali celo hiše."
Poslušaj, je s pretečim pogledom rekel možakar. Namen dela je v tem, da vsi delamo in da smo pri tem zaščiteni, ne pa novi izdelki. Ton njegovega glasu je postal studen. Ti pa govoriš, kot da bi iskal nevšečnosti. Vsakdo, ki zagovarja to peklensko žensko, je hujskač. Odkot pa prihajaš? Jonatan je zaskrbljeno odgovoril. Se niti ne poznam, gospodične Drogbak, in ne želim nobenih nevšečnosti, gospod. Prepričan sem, da imate prav. Zdaj pa moram iti. In z neprijetnim občutkom, ki ga je dobil ob prvem stiku s prebivalci tega otoka, je bliskovito odkorakal po poti, po kateri je prišel.